Docentka doktorica Zdenka Čebašek-Travnik, po rodu Prekmurka, sicer pa psihiatrinja in nekdanja varuhinja človekovih pravic, je svoj mandat na čelu Zdravniške zbornice Slovenije nastopila 13. februarja. Na srečanju v murskosoboški bolnišnici je tako najprej spregovorila o poteku volitev. Volitve so bile, kakršne so bile. Niso bile prav poštene, niso bile prav prijazne, ampak na koncu je bilo tako, da se je išlo meni v korist. Pri tem pa zelo dobro in zelo jasno vem, da brez kolegov in kolegic iz pomurske regije danes jaz ne bi bila tukaj. Zato se vam vsem, ki ste glasovali in posebej tistim, ki ste glasovali za mene, iskreno zahvaljujem. Nova predsednica, ki meni, da smo naš zdravstveni sistem zavozili na finančni, organizacijski in medosebni ravni, napoveduje korenite spremembe delovanja zbornice. Izboljšati namerava delovne razmere in medosebne odnose ter poskrbeti za večjo preglednost in varnost tako zdravnikov kot pacientov. Zaveda pa se, da bo njeno delo težavno. Namreč te pritiski iz vseh strani, ki prihajajo, so tako hudi. Mislim, brez veze, da vam to govorim, ker se ne da ponazoriti. Jaz vam povem, v vseh svojih 38 letih dela, službe, ki sem jo imela, seveda sem imela naporne trenutke, naporne odločitve, ampak tako, kot je to skoncentrirano zdaj okrog vodenja zbornice, tega še nisem doživela. Kaj si od novega vodstva obetajo v splošni bolnišnici Murska Sobota, je izpostavil njen direktor Bojan Korošec. Če skromno ali pa takoj v začetku rečem, naša pričakovanja so velika. Ne samo zato, ker vemo, pričakujemo, da je sposobna marsikaj spremeniti, ampak tudi zato, ker mislimo, da je potrebno marsikaj spremeniti. Tudi zato, da bomo, kot se nam večkrat zdi, bolj uslišani, kot smo bili do zdaj. Eni pravijo, vse ste so reklo, daleko od sonca, daleko od ljubavi. Mi smo najbolj oddaljeni, pa nam je večkrat to tudi prav, da nimamo vseh takšnih in drugačnih razprtij, ki so v Ljubljani znane na kateremkoli področju tukaj, čeprav nismo tudi mi imuni do tega. V soboški bolnišnici, ki je tudi učna ustanova, si želijo, da bi v prihodnosti povečali število specializantov in skrajšali dobo specializacije. Obenem pričakujejo boljše in konstruktivno sodelovanje Zdravniške zbornice in Ministrstva za zdravje ter hitrejše in odločnejše odzivanje zbornice na aktualne izzive v zdravništvu in zdravstvu. Čebašek-Travnikova je kot prednostno področje, ki se mu bo posvetila, izpostavila mlade zdravnike in njihove slabe delovne razmere. Najprej bom uresničila to mojo predvolilno zavezo poskrbeti za mlade zdravnike. Drugi teden se sestanem z direktorico Zavoda za zaposlovanje, da vidim te številke, da vidim, koliko je teh nezaposlenih zdravnikov, kje so, koliko časa so nezaposleni in potem vidimo, kaj jim lahko ponudimo. To je prvi korak. Drugi korak je, da se uredi njihov status po formalni plati, da ga nehamo biksati s temi pripravništvi, pa pol luknjami pred pripravništvom, pa do specializacije, bomo poskušali nazaj uvesti sekundarijat, v katerem bi oni po nekem 4-mesečnem pripravljalnem obdobju lahko bili vključeni v delo, seveda pod nadzorom mentorja, ampak da so zaposleni, da delajo in da dejansko razbremenijo starejše kolege, ki gagajo od preobremenjenosti. Predsednica zbornice se strinja, da bi bilo smiselno skrajšati programe specializacij, obenem pa poskrbeti za pravično razporeditev učnih ustanov po celotni Sloveniji. Mladi zdravniki, zdravnice mi poročajo, in tudi sama sem videla, da so skoncentrirani v Ljubljani, ker nimajo kaj delati. In kjer se zelo malo naučijo, zato ker nič ne vidijo. In kjer jim starejši kolegi povejo, jaz ti že ne bom dal operirati, ker ne bom za tebe hodil po sodiščih. In pridejo na izpit, ne vem kako ga naredijo, in se po izpitu začnejo učiti, kar je katastrofa. Učna mesta
je treba narediti tam, kjer so res pripravljeni zdravnike učiti. Velika slabost zdajšnjega zdravstvenega sistema je tudi, da ni mreže potrebnih specializacij, kar Čebašek Travnikova označuje kot nekakšno skrivalnico, ki naj bi omogočala trgovanje v ozadju. Motivirala bom ministrstvo in nacionalni inštitut, in mi bomo seveda kot zbornica pomagali, da se ta mreža naredi. Pa ne samo naredi, da se objavi, da je ta mreža na platformi spletni tako od ministrstva, kot od nacionalnega inštituta, kot od zdravniške zbornice. In potem bomo se pogovarjali argumentirano. Navzoči so se dotaknili tudi nove zdravstvene reforme. Strinjali so se, da so spremembe v zdravstvenem sistemu nujne, vendar da zgolj spremembe pri financiranju ne bodo prinesle tega, česar si ljudje najbolj želijo. To so krajše čakalne vrste in boljše zdravstvene storitve. Hkrati me pa zelo skrbi to, kar ministrstvo dela, in to so ministrici na okrogli mizi v torek, mislim, da tudi povedala. Namreč to reševanje čakalnih dob z močnim angažiranjem zdravnikov se mi zdi problematično iz več vidikov. Vse je fajn, če se čakalne vrste skrajšajo. Ampak te preobremenitve zdravnikov so hudo na meji tega, da je ogrožena varnost. Varnost zaradi izčrpanosti, varnost bolnikov zaradi možnih napak in varnost zdravnikov zaradi preobremenjenosti. Znova so poudarili, da je zdravnikov premalo in da so ti zato močno preobremenjeni. Z uveljavitvijo Evropske direktive o 48-urnem delovniku zdravnikov se bo po napovedih direktorja Mursko-Soboške bolnišnice problem le še poglobil. Pravzaprav z ukrepom, da smo začeli specializirati svoje mlade bodoče kolege, zdravnike, naredili korak naprej, tako da se pravzaprav ne bojimo, kaj bo jutri. Ampak problem bo, kako zdržati, tu so nekateri iz naših oddelkov, kako zdržati še naslednje 3 leta, da bojo te specializanti, ki jih danes nimamo malo, imamo skoraj razmerje med specializanti in specialisti 1:1, skoraj 1:1. Tudi vemo, da vsi ne bojo prišli nazaj, ampak večina pa bo, zdaj jaz sem tega mnenja. Do takrat, kako delati, tako kot je bilo rečeno, kakovostno in varno. In se nam že pojavljajo problemi, kot so bili nakazani, izgorelostjo. Tako kot se je delalo v bolnišnici zadnja 2 meseca, se ne da delati. Za uspešno prenovo zdravstva bi bilo torej po mnenju udeležencev četrtkovega srečanja nujno poskrbeti tudi za učinkovito organizacijo dela zdravnikov, vodenje in upravljanje bolnišnic, nabavo materiala in zdravil, mrežo izvajalcev, kakovost v zdravstvu in varnost pacientov.